Z nami pa je danes muzikantautor, ne? Muzikantautor. Avtor iz Posavja, Robert Petan. Robert, dobro večer. Živjo. Živijo, Robert, dobro večer. Lanskrat si izdal debitantsko ploščo, oziroma diletantsko. Debitantsko ploščo. Naslov je Ni za konja, dirka, ni za Srečne raje. Srečne raje, ja. Tako, tole je tale ploščica, tlele. En fantastičen CD in ko sem se odločil, da ga bom naprintal tudi v fizični obliki, so mi rekli, prosim, ne, nihče več tega ne uporablja, tehnologije so šle mnogo naprej in na kar sem jaz rekel, 1000 komadov, prosim. Tako da tole vam zapuščam tlele, še mnogo jih imam. O, super. Najlepša hvala. Kaj pa pomeni ta naslov? Ni za konja dirka, ni za srečne raje? Ja. Ja, to je tako. Marsikdo kaj misli, no. Zdaj, en model je prišel enkrat do mene po špilu in tako, jaz pa vem, kaj pomeni ni za konja dirka, ni za srečne raje. Kao, ni za konja dirka, ne smeš biti na horsu, ko si na speedu. Jaz tako, wow. Okej. To je pa... To je tak umetniški naslov, tako da si ga lahko... Ja, tako, lahko si ga interpretiraš, kako si ga želiš. Se pravi faljiv, ne? Je ful, je faljiv. Mislim, ja. Čeprav verjetno tudi ni dober, ne vem. Ne vem, sem slišala. V enem intervjuju si pa rekel, da si muskontar po duši, po srcu in pa popoldan. Kaj pa dopoldne? Ja, dopoldne zapravljam ves ta denar, ki mi uspe ga prigarati za prodajo CD-jev. In to cel dopoldne delaš? Ja, vsak. Od ponedeljka do petka. Razen nedelje? Ne, nedelje so trgovine zaprte. Ja, kaj pa takrat pa počivaš, verjetno? Ja, takrat imaš pa špile, upam. Ali pa od sobote še prebolevaš. Ustvarjaš? Pa misliš, da je prednost, če imaš recimo reden šiht, ne, pa se ti ni treba ukvarjati z založbami, s podpisovanjem pogodb. Pa podpisovanje autogramov, pa to koliko meni to časa enega vzame, pa posvetila, pa tako, ja, to mora, mislim, ne bi mogel delati to, če bi imel še poklic, mi zdi, ne. Ne moreš, ja. A ustvarjaš sam zase ali tudi za druge? Ustvarjam zase, dokler ne pride nekdo in reče, jaz ti pa plačem, da ustvariš zame, potem pa ima to prednost, ker pač je treba denar zapravljati. Ampak ne, brez zabavnice, ustvarjam tudi za druge, ustvarjam za samo besedilo po potrebi, za kakšne duhovite zadeve, za kakšne, ne vem, stand-up komike, recimo, potem pa tudi prave resne komade, z pravimi resnimi melodijami, z pravimi resnimi teksti, da to res zveni. Ampak tam se pa res čisti iz enega druga kota pristopim k zadevi. Perica Jerkovič, ne z njim si sodeloval tudi v času korone? Še vedno sodelujem. Še vedno? Tako, še imamo par predstav. A pa te zanima stand-up? Mislim, zanima me. Ful me zanima, nikoli se nisem videl kot to, ampak me je potem Perica poklical k sodelovanju in zdaj že dobro leto harava s temi predstavami, ni za konja, ne, pardon, z predstavo Z Bogom korona mi gremo na dopust. In tam imam tudi par šaljivih komadov, ki mi jih on naročil približno, o čem naj bi se šli in tako. In nas lahko tudi letos še ujamete ne 2-3. Se pravi, si v bistvu en tak glasbeni stand-up komik? Ajde, recimo temu tako, ja. Ko si omenil tudi resne komade, ti si tudi eden od teh glasbenikov, avtorjev, ki se večkrat tudi javno izpostavljaš za te politične debate, polemike. Napisal si pesem o vodi, ko je bil referendum o vodah. Referendum je zame to, kaj je Božič za Mariah Carey. To je tako, referendum, zdravo. Ti si referendumski glasbenik. To sem jaz. To je moje mišljenje, tako je. Pa se ti zdi, da je to poslanstvo, ali to samo tvoje osebno poslanstvo, kako je od Mariah Carey to Božič osebno poslanstvo? Tako, meni se zdi, sploh pri tem RTV zadevi se mi je zdelo tako nekako, ne vem, moja generacija več ni hodila v vojsko, pa se mi zdi, da imaš neko državljansko dolžnost, v takih primerih še vedno moraš izpolniti. In sem res čutil, da je treba ljudi ne prepričati, ampak samo spomniti, alo, ni zajbanci, RTV je pa res tlele z razlogom že toliko časa in tako ogromen del našega življenja je zaznamovala od vseh nas, karkoli si, kjerkoli si odraščal in se mi je zdelo, da čaki, vsi imamo zdaj ful neke resne debate, kao pomembnost unga pa tizga, pa pomembnost, ne vem, neodvisnega novinarstva, pa bla. Jaz sem rekel, skoke treba gledati nekje in to bo RTV. Ne vem, risanke je treba gledati, to je RTV. Take zadeve, ki pozabiš, poplavi vsega drugega. Kaj pa imaš eno zelo zanimivo zadevo na YouTubeu, vem, da ponujaš naročniku tudi, da napišeš, recimo, da nekdo praznuje rojstni dan in mu kolegi naročijo, narediš komad na njega, ga malo porovstaš. Kako je delati te komade za druge po naročilu? Super je, resnično je super. Ljudje mi napišejo tako, ne vem,
moj fant je tak pa tak, moj fant ima zelo rad to pa to. Zdaj sem imel tako, moj fant ima rad seks, prosim, da to uporabiš v komadu. In tako, kdo nima rad seksa, no, mislim, ne vem. In v glavnem mi pošljajo podatke, jaz napišem pol na to in ga vprašam približno, ok, v katerem smislu pa bi bilo dobro, da, ne vem, katero muziko rad posluša. In pol napišem komad za to. In je ful v redu kot avtor muzike, se lahko ful spustiš v neke obskurne, ne vem, stile glasbe, ki jih v lifeu ne bi igral in probaš. In sem imel že metal komade, imel sem že pop komade, zdaj pred kratkim sem delal nek komad, tak nek kao Ed Sheeran, pa tako se neki pel zraven, neke gluposti, ki jih v lifeu ne bi naredil drugače. Ampak, ja, pošljajo komade, pošljajo podatke, jaz napišem pol vse o tem človeku. Pol, koliko smo pa prijazni, pa koliko ga roastamo, to je pa čisto Od honorarja odvisno. Od honorarja odvisno, tako. Robert, a bi napisal mogoče en tak komad za našo oddajo? To da mogoče pa res. Ja, koliko časa to rabiš? Zdaj tle pred kamero. Zakaj Ja, se? lej pač. Ja, itak, seveda bom, ja, enkrat bomo, ja. Ja, ne, mislim, zdajle, a bi lahko? Mi imamo pa še eno rubriko, Ti tole malo napišeš? ti narediš komad, pa naredimo Bo skupaj. dolga rubrika, koliko imam časa, realno? Zadost. Zadost. verjemem. Ok, To je televizija. krasno, ok, ja. Ok, Ok. mi imamo še eno rubriko, potem pa... Prav o oddaji, o Tako, ljudeh ja, ja. oddaji, kaj Tako, ste tako, vse imeli čez. Tako, Vse to. tako. Pa gremo na malo teraso. Najlepša hvala za enkrat. Ja. Hvala vam. V starih cajtah smo na koncu djali lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kukar te je vola.